če smo klikali na to temo, mi trije smo šli gledati ta zadnji film, ne? Cineplex. Ti nisi šel? Ne, ga ne bo šel gledati. One Piece film, right. Ne poznam ga. I am living an offline life. Ok, tukaj moram se eno stvar omeniti. V Ljubljana Rudniku imamo en nov Cineplex in ta Cineplex ima dve namenski, oziroma ne vem, mogoče ena ali pa dve namenski dvorani, ki se imenuje Dolby Atmos. Prednost Dolby Atmosa je v tem, da ima zelo bolj razvit zvok, se pravi globok, dobra esenca zvoka je tam. Se pravi, ko govorimo o filmih, kjer je surround sound zelo pomemben, in to je recimo muzikala. In ta film, nov film, je v svoji esenci dejansko muzikal, ker se 90-95% One Piece reda dogaja na odru. Pa tako, bi rekel, ko je že protagonist, v glavnem ta drugi glavni lik, Uta, ime Kajna. Exactly. In Uta v japonščini pomeni pesem. No, kam sem hotel iti s tem topikom je... Si hotel promovirati. Ne. Cineplex ima to... Ne, dejansko. Cineplex, prosim, vi imate ta Dolby Atmos dvorano in muzikal ste dali v navadno 2D dvorano, kjer je skok je bil tako glasen in hreščeč, da je fizično bolel. Ne razumem, zakaj ne dajo muzikala v Dolby Atmos, ker je, jaz sem šel par filmov gledati v Dolby Atmos in je izkušnja nepredstavljivo boljša. Sej, a ta viewing decembra bo v Dolby Atmos? Ne. Ne bo? Ne. Tudi ne. Čakaj, a je že bilo, če ste vi gledali? Ja, še ni bilo. Kak je za to? Ne, razumem. Kaj jaz naredil? Prav zdaj, promo, ja. V bistvu oktobra, 30. oktobra sem slučajno videl na Instagramu od NMN-ja, namene vidnega. Da bo v Cineplexu One Piece red. Prvega novembra na Rudniku, v eni dvorani, da je bo 17. Ena projekcija. To je to. Pač offshore, ekskluzivna. Tako divje po celem svetu, Amerika. To je, zato ker so isti se časa predvajajo po drugi posebej. Aha, ja. Zdaj je Volskem je bilo avgusta že. V opisu Cineplexa je celo pisalo, da je to edina in mislim, da specialna projekcija na Ljubljana Rudniku. In nikjer drugje ni bilo sploh nobenih projekcij, torej to naj bi se predvajalo samo enkrat in samo na Ljubljana. Wow, they lie. Kaj si ti objavil, ne? Tako ja, jaz sem mislim, da... Ja, od tebe sem najprej slišal, potem sem pa na Slow Animeju objavil novico, film se bo predvajal, do takrat mislim, da je bilo razprodanih mogoče 40% sedežev, in čez 5 dni je bilo razprodano vse. Se pravi, v enem roku enega tedna. Ja, mislim, da je približno 40 dneh je bilo razprodano. Potem je bilo mogoče en sedež, 2, 3, ja, še mogoče korej. Torej vidiš, da slow anime se še vedno dogaja, mislim. Community je definitivno še živ. Mislim, se vedno novi prihaja, mi smo že stari, priznajmo vsi, mi smo zdaj... Ja, ampak tako tisti, ki so fani One Piece, verjetno ni toliko novih. Če prav, razlogom. Veš, kaj razlogom? Ne, One Piece zdaj postaja mainstream, z Wano Kingdomom, ful se je širo po YouTubeu, vse posod sem bil, ljudje so šli dobesedno maratonat, od prve epizode do 1000. Mislim, I don't know. To je res, to pa lahko naredijo samo tisti, ki so ali v osnovni, srednji. Exactly. Ampak mislim, da velik doprinos temu so celovečerci, spravo filmi v dejansko kino, ker en tak boost recimo za franšizo Jujutsu Kaisen je bil Jujutsu Kaisen Zero in potem za... Da je Cineplex, ja. Kimetsu no Yaiba. Tak strah, da je no. Čekaj, kjer? On je Mugen Train? Mugen Train celovečerci, mislim, da na Japonskem je dobil več kot milijardo jenov, kar je nepredstavljivo bilo do takrat za en anime celovečerc. Ja, Mugen Train je bil pa eden prvih, ki je dejansko naredil en tak
offshoot anime, a ne, ker do takrat so bili pač znani, ne vem, tisti tipični shonen One Piece anime, a ne. Kimetsu no Yaiba še ni bil zares znan kot velika franšiza, ampak Mugen Train je vse to spremenil. To najbolj smešno mi je to, ker Mugen Train je dobesedno nadaljevanje arka. Ja, Torej si mogel pregledati stvari, da si razumel kino. kar ti pove, kako povprečna oseba konsuma anime, a ne, ker Ampak, ko grejo starši gledati za svojimi otroki, Exactly. starši nimajo pojma, kaj se dogaja, kaj tam neki človek Exactly. Povprečen človek pač še nima časa vsak teden sedeti in spremljati nove sezone. A ne? Ima pa definitivno čas, iti recimo enkrat na 3 mesece iti v kino, a ne, To svoji je res. otroci, a ne, in tako pač potem vsi navzamejo to zgodbo in mogoče, ne vem, določen procent teh, ki nikoli niso spremljali anime, zelo spremlja ta anime. A ne? Juan, promocija? Kdaj se bo dogajalo, zdaj drugič? Zdaj, druga projekcija pa je 1. decembra ob 19:30. Tako. Zdaj so zanimivo, ne? Zdaj, Vmes, ki so dali, v bistvu že preden je bila prva projekcija, to pravi 1. novembra, so dali že projekcije za december. Se pravi, Verjetno so uvideli, ok, razprodali smo to dvorano pred dejanskim predvajanjem. Mogoče bi lahko predvajali še kdaj. A ne. ja. in zanimivo je, takrat, če niso recimo uvedli ta anime night, ne? Ta anime night je bil pa zdaj še 14 dni nazaj, so dali to pač special flavor od tega. Čak, kaj o tem pa še nisem slišal. Ja, jaz tudi nič. Ne, do tell more. Niso se ni, tukaj imajo gosto, da di posebno neko stran anime night, da se pač dogaja ta projekcija, slovenski podnapisi sicer zdaj pa je, no. Marko, a si saval? Nisem sam. Joj, te teme nisem dobili. Ne vem, mogoče so zgubili mojo številko. Tako da zdaj v bistvu so, tako da so 4 dvorane, mislim, takrat. Aha. Mislim, da je bil Maribor, Celje, Koper in Ljubljana. Da, tako ja. In zdaj so v bistvu glihe napadi nazaj, so dodali še vmes in Kranj. Pa Kranj, ja, ali so mogli še eno dvorano dodatno v tej projekciji, zato ker je še Tako, ena je ob 19:30, ki je razprodana že, a ne, in ob 8, ki je še ena projekcija. Ne. Torej, anime iz hardcore mainstream. Definitivno. In če se ne motim, so pred enim tednom naredili nagradno igro. Zdaj so pa začeli tudi na polno promovirati na Instagramu. Dejansko včeraj so objavili trailer za One Piece, en dan prej so naredili eno objavo, kjer so v bistvu svoje sledilce spraševali, okay, kater anime bi še radi videli v kino. Ne? Ker očitno so uvideli, okay, ta anime, v bistvu mi nič ne vemo o animeju. Tako občutek sem jaz imel, ne? Ker to je, kot smo prej govorili, Zadnjo ljudstvo Ja. v Sloveniji. ja, ker je vse je šlo iz neke edine specialne projekcije, zdaj bomo pa dali to v vsa mesta v Sloveniji. A ne? Očitno a ne, imajo v planu predvajati še kakšen anime v prihodnosti. Ne? In so začeli svoje sledilce spraševati, kater anime bi še radi videli. zelo je tak učitek, ne, prosim ne predvajajte filmov, ki so bili že zdavnaj predvajani. Ghibli? Se ne vem. Proti, ampak je zadeva že toliko stara, že toliko videla, ne, da bo zelo malo nekega... Mislim,